To je lažje sam sebi in publiki. Ej, v glavno. Povej mi... Dragi gledalec in draga gledalka, dobrodošli v zasliševalnici. Z menoj pa je, po moje, eden redkih v Sloveniji, ki se skoraj profesionalno ukvarja s slopestylom, pa cute je, pa dirtjumper je, pa Mariborčan je v prestolnici Boris Režabek! I'm on a lifetime mission or a quest for death. In conditions of the system, puff assess. I'm stressed, niggas dying for less, trying to see better. Witness terror, cream addiction, fish in the streets for hitting treasures. Sipping fine wines to find us dimes to endeavor. Laid back, counting mad stacks, now and forever. Check the status. Ok, Boris, deva mi da začeti najprej s kratkimi vprašanji. Kdo si, koliko si stane, odkje prihajaš? Star sem 25 let, prihajam iz Majšperka, blizu Maribora. In s čem se ukvarjam? S slopestylom pa tekmovanjih po Evropi. Fantastično, cenim te. Pa, hvala lepa, jaz tudi tebe. Občasno. Občasno, ja. Najprej greva s temi kratkimi vprašanji čez. Okay. Kaj najraje ješ? Pica. Kaj je tvoja najljubša glasba? To pa tako raznoliko. Večinoma za zadnje čase kaj nekaj po editih pa to, včasih pa bil bolj metal. Česa ne preneseš? Veliko stvari prenesem. Tako da specifičnega ti zdaj ne morem povedati. Daš primere, pa gre tako skupaj. Analni seks. Ne prenese. Dober primer. To je lažje sam sebi in publiki. Ej, v glavno. Povej mi tvoj najljubši trik. 360 whip. Kjer trik v prihodnosti še nameravaš osvojiti? Kar nekaj. Šport se, kako ne rečem, vsako leto stopnjuje, vsako leto imamo bolj nore trike, tako da moraš vsako leto malo freshen up, ne, da lahko tekmuješ. One time for you and yours, coming out of Toronto City. Ok, šla sva skozi čez vsa ta kratka vprašanja, zdaj gremo pa na glavno tematiko. Boris Režabek iz Majšperka, povej mi, kako in na kakšen način si začel z mountainbikom? Začel sem kar nekaj let nazaj, mislim, da vse skupaj zdaj vozim 9 let. Začel sem pa tako, da je prišel bratranec iz Nemčije, iz Stuttgarta, ki je prišel zaradi Mariborskega downhill parka voziti. Pa je pač pri nas prespal in je malo kazal video, New World Disorder, pa to pa se mi je zelo zanimivo. To bi lahko jaz tudi počel, pa je počasi stopnjevalo se. Iz nekih, ne vem, začetkov, ko si pred bajtom malo kolesaril na pločnik dol, ono v gozdu neke traile gradil, prve dirtjumpe. Se je to razvilo, da zdaj tekmujemo, pa skačemo, pa malo bolj, kako nečem, tekovno nadgrajeni smo. Ne. Ampak si imel infrastrukturo že v Majšperku ali si hodil kam drugam na začetku? Niti malo. Kako ne rečem, začel sem tako, da, kako ne rečem, videl si sliko, si naredil jump, tako da lahko si pričakuješ, kakšni so bili prvi moji jumpi, pa kako vse skupaj, ne. Ampak resno sem se bolj lotil, meni se zdi, da prvi letnik srednje, ko sem začel v Maribor hoditi, ko še me oče vozil, pol pa pri 18 letih, to je bil en tretji letnik srednje, vsako popoldan v Mariboru na bolj konkretnih skokih. Tako da brez Maribora verjetno tukaj ne je veliko smo zdaj. In kdaj si pol rekel, pa saj ti triki mi kar grejo, dajmo probati v to smer, ker to pri nam ni neka popularna disciplina, ne? Ne, res ni. Včasih je bilo malo bolje, ko so imeli slovenski dirt pokal pa to, ampak, kako ne rečem, družba se zamenja, starci nehajo ali pa preklopijo na endurce. Pol pa, kako ne rečem, se spremeni vse skupaj. Vsajajo mladi sami, ne vejo, nimajo tako znanja, tako poznanstva in šport, kako ne rečem, malo degenerira. Ampak, kot se malo do zadnje vidi, počasi gremo v dobre smeri. Ne? Tako da ja, upam, da so zdaj zaradi takega projekta, ko imamo v Podotiku, tudi spremenila, kako ne rečem, pogled pa celo sceno v Sloveniji. Kaj je dirtjump pa slopestyle. Kaj bi rekel, da je najtežji del bilo pri tebi, se pravi, ker ni bilo takih poligonov? Kako si takrat osvajal te trike? Kako si se začel učiti? Na trdo. Kako se to čudno danes čuje, ampak na trdo. Zato, ker vsaka vas glih ni imela kakega fompita ali pa backjumpa se takrat sploh nisem poznal, kaj šele kaki landing in ja. Večinoma stvari se na trdo delo in poškodbe so tudi temu bile primerne.
A pa da mi povej, osvojil si svojega prvega backflipa ali pa 360 prav na trdo ali si šel dejansko polkam v fombi? Osvojil sem ga dosti pozno. Tako kot sem rekel, prvi letnik srednje sem začel Maribor voziti, mislim, da sem ga osvojil pri 19 letih prvi backflip. 18-19 sem bil star in se pravi, takrat smo se vozili na Roglo. Na Rogli je bil od Bandidasa airbag, ta velik. In je bilo tako, da sem eno popoldne ga tam naredil na airbag, isto popoldne doma na blazino, pa full dolgo, ne, se meni zdi kakšne 3 mesece nič, pa enkrat v Zagrebu na Dirt Jamu na trdo kao na step-up. In si se to samouk ali si imel kakšnega tutorja, tako kot si ti mene, pa Jaka Rems, ki sta me učila backflip? Sem imel kar tutorja. Tutorji so definitivno bili rečemo Mariborčani, kar so Timi Drvarič, Marko Dragolič. Pri saltu mi je pa mislim tisti dan največ pomagal Jaša Jeler, ko so skupaj šla gor, pa je bil tudi tisti, ja, dej, pa je padel. Respekt modeli, ki brez vas ne bi bilo tanskega šampiona. Ja, res je. Ja. Mislim, vsakega, ko spoznaš, kak neče malo inspirira, pa z njim lahko voziš, lahko nekdo nekaj pobere. Ne. Ni mus, da je boljši od tebe, lahko je tudi slabši, ampak ima neke določene prednosti, ko jih ti mogoče nimaš in lahko malo pobereš, pa kako si pa za to naredil, ne, dobro zgleda, pa vedno se učimo. Kaj je bila pa glavna motivacija zdaj pa tebe? Takrat v teh cajtih, folkross je bil popularen, DH je bil popularen, pa se je še enduro razvil. Kaj je bilo vse tisto, kar te je kar držalo v tej disciplini, čeprav ni bila toliko v razvoju? Se pravi, kako sem začel s to disciplino, mi ni jasno. Vem, da sem najljubši video, pa najraje sem gledal Danny McCaskilla, še takrat on čist prvi video, ko je ven prišel, ko je po ograji vozil, pa je fulkrat dol padal. Tisto vem, da je bila taka inspiracija, tako da sem začel z nekimi trail variantami kot otrok, zaradi tega, ker pač, kaj sem imel poločnik, pa nekaj konstrukcije lesene si z doma naredil. Pa iz tistega se pa meni zdaj res New World Disorderji, ko so ven prišli, ko so šli malo bolj v dirt sceno noter, da se je razvilo tako, zdaj pa jaz tudi raje dirt jumpal in tako smo do tega prišli. Vmes si pa kupil še downhillca, da mi povej, kako da ta zgodba ni šla v neko svojo smer, a? Downhills je pa, kako ne rečem, še dosti mlad. Zdaj se meni zdi, da sem na 3 Francije skozi 4. leto ali 5. leto na downhillcu. 4. leto. Tako da ja, dosti mlado, ampak kupil sem si ga bolj tiste variante, ker ja, imel smo Pohorje, nikoli prej nisem Pohorja fural, tako da 4 leta nazaj je bilo prvič. In kupil sem si ga z tega namena, ker je nastal Redline in je bilo dosti fascinantno, ne. Se pravi, malo bolj freeride variante z nekimi jumpami, pa vse skupaj sem mislil, wow, to so pač dirt jumpi, so malo največje in dobesedno za bajto jih imam, tako da ja, iz tega smo pol downhills nabavili. Ni pa se razvil, ker ja, da se pa mogel 70 na uro med drevesi skozi voziti, ko norc, to pa prepuščam raje drugim. No, iz mojega stališča si ti norc, ne? Tako da vsak ima svoj teritorij, ker mu je domač. Ja. Vsak je v nekaj specializiran in je drugemu norc. Check it. I'm the one that you should pray to, cause when it's your time to go, I might be the one who takes you. I won't let shit ride, what for? If I knew I were to die tomorrow, I wouldn't give you a minute more. Should you live or die, I choose. But can you stand the kill twice? I'll keep you alive for deja vu. Se pravi, zdaj se je zgodba toliko razvila, da si ti dejansko začel obiskovati ta glavne evente, ta star. Da mi povej, kako se to sploh pripravaš? Sploh je v Sloveniji do zdaj bilo kaj takega, da si ti lahko treniral na toliko velikih skokih? Ne. Mislim, se to, kar imamo od zadaj, rečemo tudi ni za glih contest jump, ampak je zelo velik primer, ne. Se pravi, glih tak namen je bil, da bi tudi za drugo širšo javnost bilo, ne. Se lahko učimo in pol čas to tudi nagradimo, pa povečamo se skupaj. Ampak ja, tekmujemo, kako ne rečem, skoraj na najboljših. Crankwork se reče res tisti elitni, tja noter se povabi sam top 15 sveta, tako da tam še glih nisem, tekmujem pa res vse ostalo, kaj podstisnem. Tako da. Kako se imenuje ta serija? Freeride Mountain Bike World Tour, se pravi FMB na kratko. In koliko ljudi tekmuje tam? To je reč v svetovno, po celem svetu gre skupaj. Zdaj trenutno nas je prek 200 in če se ne motim, tam okrog 30 ali 40 mesto. Se pa ti uvrša? Ja. Respekt, star. Respekt. Ne, in zdaj mi povej to, se pravi, ti nisi imel nobenih pogojev, da priješ na en 15-metrski, 10-metrski Iberhard velik jump. Kakšen je bil feeling, ko si ti prvič prišel na en tak kontest pa gledal to gomilo odskoka in zdaj rečeš, fuck, in zdaj jaz mogel kle backflipa delati? Ja, je bilo kar veliko prepričevanja, da si pa kak nečem skočil, kaj šele salto prek naredil, ampak zdaj, naprimer, ko imam po 6-7 kontestov na leto, tako čez leto ni kaj veliko treninga, opraviš večinoma treninga na tistih kontestih, ne, tako da ja, se že malo navadiš, ampak prvi poskusi so bili, fuck, kaj me je zdaj tu prek naredil, ne.
Ker ja, imaš nekaj malega doma, pa tja priješ, pa zdaj smo že do te mere prišli, da lahko dobesedno avtobus mestno odparkiraš, ne? In čez avtobuse skačeš, tako da ja, se me sprašuješ, se kar treba prilagoditi. A si kdaj zmrznil? Zmrznil v smislu, da nisem skozi prišel. Ne, to pa realno nikoli. Vedno so se pojavila jajca, da greš čez vse. Ja. Jaz imam filozofijo, če me je že strah ravno skočiti, kak bom pol salto prek naredil, tako da se raje bolj za neko tako varianto, brez veze se zdaj skrbim, da bom ravno preskočil, ampak me v glavi salto moram prek narediti in se raje tistega boj, pa ne vem, salto pa tail whip in se raje pol tistega boj, pa ti je vsaka nižja stopnja pol lažja, ker lahko nadgradiš, ne. Ko pa priješ do nekega maksimuma, takrat pa ja, je kar strah prisoten. Ok, pa mi pa povej, kot deček, ki je gledal vse te proje na filmih in ki si enkrat dejansko na kontestu tam, kakšen je feeling? A so kaj naduti ali so down to earth, pa se pogovarjate, pa tako pletete vezi? Zdaj smo že toliko let v tem, da smo že vsi kolegi več ali manj, ne? Se poznamo, pa realno na vsakih kontestih srečamo. In ja, imaš tudi ene nadute, ampak tak je, ne? Tudi lahko na šihtu imaš nekaj, ki ima bolj nadut ali pa manj, ampak načeloma so vsi bolj down to earth. Kdo ti je največji vzornik? To pa glih ni iz mojega sveta, ampak Dennis Anderson, BMX-er. BMX-er? Ja, vse stranski, se pravi od streeta, dirta do parka in vse je zmagoval. In njegov stil je, kako ne rečem, nekaj, kar se veliko ljudi tudi inspirira nad njim, ne? Se pravi od Emila Johanssona pa Semanaka so veliko od njega pobrali, tako da ja, definitivno poba, ko ga treba gledati. Kdo ti ima pa od mountainbikerjev tako najhujši style kle v tvoji disciplini? To je pa mogoče presenečenje. Lukas Šefer. Ja, zakaj? Zakaj? Ker imaš še ogromno ljudi, ko styliš fura, ne? Pa njega vidiš, pa si isto, ko pa tebi dela. Se pravi, ime za zapomen, dragi moji. Povej mi pa še to, glej, se pravi, glede na to, kako si začel, glede na to, kaj vse skačeš, pa kva moraš vse obračati, kako si s poškodbami? Zaenkrat še ni tako hudo. Trenutno imam malo vode v koleno, ampak ja, da je pa si kajkoli rečo konkretnega naredil na kolesu od nekih zlomov ali pa resno trganih zadev še ni bilo, ne. Moram kar na les potrkati. V zadnji sezoni, se pravi, si pa dobil en nov tim. A je zdaj vsaj malo lažje pri Unior Sinter timu? Ja, vsekakor, ne. Mislim, velika podpora je bilo z Uniorja, ne. Se pravi od pomoči, če kajkoli rabi, social media pomoč, če kajkoli se na kontestu zgodi, zdaj mi tam lahko pomagajo, ne, uredijo. Je veliko poznanstv po Evropi in po svetu, tako da ja. Definitivno, brez njih bi bila letošnja sezona kar težja. In letošnji sezon je definitivno več dosegel kot pa brez njih. Če bo nekdo šel po istih stopinjah kot ti, kaj mu lahko finančno rečeš, če hoče to voziti kot ti, pa toliko dirk opraviti kot ti, koliko, če potegneš črto, pride ena taka sezona finančno? To pa zavisi, kakšne tekme voziš, pa kje voziš, ne. Ampak rečva za neko tekmo, tam rečva do Nemčije gor, računaš nekaj jurja. Z spanjem, prevozom gor, vse skupaj, kar ti zraven košta, ne. Ker je kar, ne, moraš biti ponavadi, to so večje tekme, to ni zdaj en dan gor, en dan dol. Priješ tja, imaš 2 dni prej trening, pol imaš kvalifikacije, en dan finale, so 4 dnevi, moraš biti prej gor, to si skoraj en cel teden na tekme, tako da so kar finančni stroški. In pred tem timom, kako si prišel na ta finančni nivo, kdo ti je pomagal vse? Sem že prej imel neke sponzorje, drugače pa glavna sponzorja Ata Mama, 100%. Brez njih verjetno ne bi za tukaj bili, ne. They come around but they never come close. Do the style precise move, shut your mouth, cause your flow blow calicoes. Who's the most? The sister that you're egging on chose. Bring your favorite sauce when you come round because I roast coast to coast. The dreaded Kje se vidiš čez 5 let? To pa ne vem. Mislim, zaenkrat me še to zelo veseli in se tudi vidim v prihodnje delati, da je pa imel neke cilje, pa zelo nepredvidljivo je, ne. Lahko se hitro kaj zgodi, lahko se hitro kaj spremeni, ne, in
težko je vedeti, kako pa kaj. Ne. Definitivno en želja bi bila na crankworksih nastopati ne samo speed stylu, ampak tudi na slope stylu, tako da lahko rečemo, da to. Ne. Black Marxist, low Al Capone zone spacious. Skin with celly bones and faces. 5 carat stones in the bone bracelet. Drug spot you taking it. 100 by the bounty. Switch my county and my alias. For the love of money, bet we're dumb out. Dummy. Počasi ti vidim, da pogoji postavljajo, da lahko malo treniraš, ne? Kam si pa do zdaj hodil na treninge? Ja, največ, kar smo tako hodili, je bila Barcelona ali pa kakšna Švica, Skills Park, drugače pa tudi po Nemčiji, Avstriji, pa zdaj zadnje čase, ko ima Jaka Remec halo svojo, to je tudi zelo dobra stvar čez zimo, drugače pa tudi Urban Roof pa take zadeve, ko smo imeli in ja, je bilo kar veliko potovanja po zimi, skoraj več kot za same tekme konec koncev. Respekt. Jaz bom dale kar potegnil črto pa zaključil, pa se ti zahvalil, ker si prišel za sliševalnico, a imaš še kaj za povedati? Ja, upam, da čim več pubecev to naštudira in da bo naslednje leto kar gneča na teh skokih. Jaz ti priporočam Akademija Borisa Režapka, Slopestyle Akademija. Tudi opcija, ne? Bomo videli, koliko jih bom polamal. Najlepša hvala za intervju, pa srečno v prihodnje.